Barbara, pozdravljena. Dober dan. Nemška kanclerka Angela Merkel je dolgo veljala za zagovornico previdne politike do Vladimirja Putina, svojo retoriko je poskušala umiliti napetosti med Moskvo in Kijevom. A to se zadnje čase spreminja. Pred dnevi je Rusija obtožila destabiliziranje vzhodne Evrope in Zahodnega Balkana. Zakaj sprememba v pristopu? Na nemškem komunističnem vzhodu, torej tudi v sovjetskem bloku, odrasla krščansko-demokratska kanclerka Nemčije je takoj na začetku ukrajinske krize izjavila, da ruski predsednik Vladimir Putin živi v nekem svojem svetu. Za voditeljico države, ki se že več kot pol stoletja v dobro evropskega združevanja odreka suverenosti, je moralo biti presunljivo spoznanje, da se tako pomembna gospodarska in politična partnerica vrača k poudarjanju svoje suverenosti, tudi za ceno aneksije sosednjih ozemelj in rožljanja z orožjem, tudi jedrskim. Doslej je Angela Merkel vseeno poskušala iskati najnižji skupni imenovalec na temelju evropskih vrednot in na njihovem samem vrhu spoštovanja ozemeljske celovitosti, a se predsednik Putin ni držal niti enega samega dogovora, celo gospodarsko sodelovanje nekdanjih držav Sovjetske zveze z Evropsko unijo ocenjuje kot napad na ruske interese. Nemška kanclerka očitno izgublja potrpljenje, zato zdaj Rusijo obtožuje teptanja mednarodnega prava, nespoštovanja ukrajinske suverenosti, vmešavanja v Moldavijo in Gruzijo ter povečevanja odvisnosti na Zahodnem Balkanu. Tudi v Nemčiji nekateri poskušajo razumeti predsednika Putina, ruskih sosed in tudi mnogih drugih v Evropi, pa je ruskega razkazovanja vojaških mišic vse bolj strah. V Nemčiji z nelagodjem opazujejo tudi krepitev vezi med Srbijo in Rusijo. Kaj jih skrbi? Ne gre le za nekakšne zgodovinske povezave ortodoksno vero in cirilico, saj srbski politiki upravičeno opozarjajo, da so v Jugoslaviji po informirojskem sporu tudi sami prekinili z Moskvo. Rusija pa je leta 1999 nasprotovala NATO-vemu bombardiranju Beograda zaradi Kosova, poleg tega pa je energetsko bogata država doslej rada vlagala tudi v Srbiji in drugih državah Zahodnega Balkana, ter ni v nasprotju z Evropsko unijo prav nič spraševala o demokraciji ali manjšinah. Že zaradi hitrega padanja cene fosilnih goriv, ki vse bolj prizadeva tudi Rusijo, to ne bo več mogoče v sedanjem obsegu, v zaostrenem mednarodnem položaju pa bo morda Moskva od svojih prijateljev vseeno zahtevala izraze lojalnosti. Tako kot druge v Evropi, najbrž tudi na Zahodnem Balkanu prihaja čas, ko se bo treba opredeliti. Merklova zadnja ni zaostruje tudi retoriko do Francije in Italije oziroma njunih proračunskih ciljev. Pariz in Rim sta v odgovoru opozorila, da tudi nemško gospodarska slika ni najbolj rožnata. V kakšnem stanju je pravzaprav nemško gospodarstvo? Res je, v tretjem četrtletju letošnjega leta se je Nemčija le za las izognila recesiji in tudi v dosedanji evropski lokomotivi se krešejo razprave, ali država z ukrepi na področju sociale ter vmešavanjem na trgu delovne sile prizadeva gospodarstvo. Nemčija pa se je po drugi svetovni vojni že dvakrat dvignila iz pepela v sam evropski in svetovni vrh in ekonomisti hitro začnejo opozarjati, naj država, če hoče blaginjo za vse, poskrbi za dobre gospodarske pogoje in to se dogaja tudi zdaj. Stranki velike koalicije se vse bolj nagibata celo k nižanju davkov z odpravo njihovih avtomatičnih višanj. Če se bodo gospodarsko okrepile Združene države Amerike, pa se bo najbrž tudi zelo prilagodljivo nemško izvozno gospodarstvo. Tudi Nemčija se je marsikje zaračunala, še posebej pri energiji, svoja podjetja, ter še posebej majhna in srednje velika, pa sredinske politične sile vseeno razumejo kot največji državni zaklad in jim poskušajo pomagati z mikro- in makroekonomskimi ukrepi. Ali lahko pričakujemo resnejši razkol med najvidnejšimi članicami Unije ali pa vsaj spremenjeno ravnotežje moči, predvsem glede vprašanja krize v Ukrajini in odnosov z Rusijo? Rusija vsekakor upa, da Evropa ne bo delovala kot celota, res pa verjetno ni računala niti na enotnost o dosedanjih sankcijah. Predsednika Putina poskušajo razumeti mnogi tudi v Nemčiji in 60 visokih nekdanjih politikov ter javnih osebnosti je pravkar objavilo peticijo za zmanjšanje napetosti. Nekdanji visoki socialdemokrat Matijas Placek je celo predlagal legitimizacijo aneksije Krima za nazaj.
Vprašanje pa je, kako bo evropska in svetovna javnost sprejela morebitno zaostrovanje v Gruziji, Moldaviji ali celo drugod po svetu. Ruska vojaška letala pravkar patruljirajo nad Severnim morjem in drugod, odkrito preizkušajo medcelinske rakete, ki lahko nosijo tudi jedrske konice. Iz Kaliningrada so rakete kratkega dometa usmerjene v polovico Evrope. Tisti, ki verjamejo, da je predsednik Putin že dosedanje zaostrovanja sprožil zaradi notranje političnih razlogov, se tudi bojijo, da je šel že predaleč, da bi se lahko umaknil. Upajmo, da se motijo. Barbara, hvala. Nasvidenje.